Policist sumi, da Črt preprodaja mamila, zato ga vklene in pridrži. Zakon pravi, da je Črt lahko v priporu največ 48 ur. V tem času ga mora zaslišati preiskovalni sodnik. Sodnik odloči, ali ga bo po 48 urah spustil ali mu podaljšal pripor. Ali je kriv ali ni, bodo pokazali šele dokazi, kot so na primer skriti telefonski klici, prstni odtis na kraju dejanja, pričevanje očividca, ki je videl, da Črt preprodaja droge, ali fotografija kaznivega dejanja. Te dokaze zbirajo policisti in tožilstvo. Ko zberejo dovolj dokazov, tožilec pripravi obtožnico. To je dokument, ki vsebuje vse dokaze zoper Črta. Zdaj je čas za sojenje. Na začetku sojenja bo sodnik Črta vprašal, ali je kriv ali nedolžen. Če bo Črt krivdo priznal, mu bo sodišče takoj prisodilo kazen. Če pa bo Črt trdil, da ni kriv, se bo začela glavna obravnava. Takrat bo sodnik zaslišal vse priče in pregledal dokaze. Na koncu pa bo sodnik odločil, ali je Črt kriv ali nedolžen. Če ga bo sodnik spoznal za krivega, mu bo določil tudi kazen. Črt bo zaradi preprodaje mamil za zapahi sedel od 5 do 15 let. Torej, sodni postopek se prične s pridržanjem, nadaljuje z zbiranjem dokazov in se na koncu zaključi s sojenjem in razsodbo.